Dober dan, lepo pozdravljeni na festivalu stripa Tinta. Začenjamo s popoldanskim delom programa in sicer z našimi nominiranci. Danes večer ob 8:30 bomo namreč imeli podelitev in ugotovili, kdo od njih bo zmagal v tej tekmi za prestižno nagrado. Že pravzaprav to, da sploh so nominiranci, pa kaže na to, da so to trije najboljši otroški stripi lanskega leta. Zato se je žirija odločila vse tri izpostaviti. Z nami je torej scenaristka Kapota in Bundota v muzeju Majda Koren, celotna ekipa Lažninke, Maša Ogrizek in Manca Krošelj in v bistvu tudi celotna ekipa Rdeča raketa na sanjskih počitnicah, ker Ivan Mitrevski poleg tega, da riše in piše, tudi pod vzdevkom Brondevski izdaja te stripe. Tako da oprosti, če sem razkrila zdaj kaj preveč, ne? In zdaj pravzaprav ravno začela bi mogoče s tabo, Ivan, ker glede na to, da vsi ostali delajo v dvojicah, si tudi ti kdaj poskusil delati s scenaristom in zakaj ne? Sem poskusil delati s scenaristko in ti lahko povem, da je tako grozna izkušnja, se mi zdi, da imam skozi enega za vratom. V resnici ni res, zelo rad delam s scenaristi. Ravno zdaj sem en strip poslal v tisk in sem ga delal s scenaristko Mašo Ogrizek. Ni nas toliko, tako da se ves čas prekladamo. In mi je zelo všeč pri njenem tipu pisanja, da imajo liki nek razvoj, neka čustva, nekako se razvijajo skozi zgodbo, medtem ko so moji liki bolj ploščati, bolj so samo neki skorajda simboli, neki simboli, ki se jim nekaj zgodi, polni so enih šal in foric in tega in tako da ne znam napisati, bom rekel, čustvene zgodbe. Tako da zelo rad delam s scenaristi, ampak jih pa tudi rad sam pišem. Tako. Zdaj, glede na to, da imamo tamle že usklajen par, bomo rekli, vedve že nekaj časa delata skupaj, pravzaprav smo epizode stripa Lažninka najprej videli v reviji Galeb, ki je tako kot Lažninka pravzaprav prihaja iz tržaškega območja. Kako pa recimo gre vama sodelovanje? Manca, je to mogoče tvoje prvo sodelovanje s scenaristko, Maša, ti pa tudi lahko poveš, zdaj si že s kar nekaterimi sodelovala, kako se razlikujejo med sabo, razen da se z Ivanom nista skregala zares, no? Jaz sem prvič sodelovala s scenaristko ali scenaristom ali kakorkoli z Mašo. Tako da meni je bilo to čisto nekaj novega, videti tudi, kako ona deluje, kakšen miselni proces ima vzad, pa potem, da sem sebe preizkusila, kako bi jaz to upodobila, pa potem še Ivan je seveda tudi pomagal pa prispeval komentarje, tako da meni je bilo to žurno. Izzivalno, ampak meni je bil žur cel cajt. Jaz z Mihom Hančičem veliko delam, zdaj z Doro Koštrum pa z Manco. Njim trem na podoben način, zelo podroben scenarij naredim, z opisi kadrov, tudi kadriram jaz, dialoge naredim zelo. Kaj to pomeni podrobno, ko rečeš opis kadra, kaj to vse zajema? Recimo jaz razdelim stran na, ponavadi je to, recimo pri Lažninki je to razdelitev na 3 vrstice, razen kadar je en kader čez 2 vrstice recimo. Pomembno je, da si razdelim predvsem tudi zaradi količine dogajanja pa dialogov. To ni zato, da bi jaz hotela biti kontrolorka, ampak čisto, da lahko predvidim, koliko sploh zgodbe in dialogov gre v eno recimo poglavje, si moram skicirati. In zmeraj tako začnem. Zdaj, ko sem že kar izkušena, si naredim kadre, narišem pač razdelitev na kvadratke, potem pa vedno začnem z dialogi. Se pravi, v mislih si predstavljam, potem pa pišem, kaj se liki pogovarjajo med sabo. Tudi vem, koliko dialogov prenese ena stran, recimo klasična stran 12 oblačkov. Tako da v bistvu že sama ta prvi proces je, koliko zgodbe dam, koliko zgodbe, koliko pogovora.
In ko to stoji, grem pa, si pa predstavljam in opisujem, kaj se v tistem kadru zgodi, poleg dialoga, ne. Se pravi, naredim to kadriranje, opis, kje se dogaja, kakšni so liki, tudi malo teh opisov, ne vem, a govori jezno, umirjeno. Tako kot bi bil res en klasičen scenarij za film, recimo. Je Majda pri vama z Damjanom enako? Zdaj že kar nekaj let sodelujeta, se je to sodelovanje kako spremenilo v tem smislu, koliko tudi recimo Damjan doda k scenariju ali gre tudi pravzaprav pri vama že za scenarij, ki je res tako v podrobnosti izpolnjen? Ja, scenarij je kar podrobno napisan, tako da se Damjan samo usede in riše. Mogoče bi povedala, da v resnici sploh ne sodelujeva, ker nam je že vse jasno, edino zdajle, čist pri tem zadnjem stripu, ki je tam zunaj, nisem bila zadovoljna s sliko direktorice muzeja in sem rekla, ta je pa preveč grda in hudobna, takoj novo nariši in Damjan je rekel, kako je to mogoče, ti pa ja, imaš posluh tudi za grdo in to sem rekla, ne, to pa ne more biti tako grda. In sem zahtevala, da novo nariše. To je bil do zdaj najin edini konflikt. Kaj pa recimo, ko je prišlo sploh do zasnove likov, se pravi do tako teh dveh zločincev, zločinskih pujsov, kot tudi glavnih pasjih likov, kako je v bistvu prišlo do te zasnove? To v bistvu je Damjan imel kaj tukaj zraven? Je bila že ideja, kako naj izgledata tudi napisana že prej? To je pa sploh posebna zgodba. Nekega dne me Damjan pokliče in reče, Majda, bi ti zame strip delala. Zdaj jaz kot mladoletnica, ko sem bila, smo brali največ Alana Forda. Tako da se mi zdaj logično, da bo to neka zgodba povezana s kriminalom in zgodbe so imele naslov Inšpektor Jože. Policijski inšpektor Jože. In tam enkrat v eni četrti epizodi se prikradeta v zgodbo dva pujsa, pa nekaj kradeta in kar naenkrat sta ona dva postala glavna junaka. Ne znam čisto razložiti, ampak vsem sta nam bila simpatična. To je to. Se pravi, popolnoma nenačrtovano sta postala glavna junaka. Mogoče tudi zato, ker sta rahlo trapasta. Se mi zdi, da imate vsi, ustavljate neke like, ki so rahlo trapasti. Je to zaradi tega, ker so ljubki? Zakaj recimo v otroških stripih najdemo trapaste like, medtem ko v odraslih mogoče ne toliko? Je to eden od receptov? Jaz imam nasploh rada čudaške like. V bistvu gre za malo karikirano, se pravi neke karakteristike poudariš, ki so tudi pri nas, vsakem od nas prisotne, ti jih pa poudariš zato, ker je pol lik bolj zanimiv, pa dinamika med njimi je boljša, se mi zdi. Pa meni so tudi res v vsakdanjem življenju, tudi res moji prijatelji, pa tako me kdaj otroka hecata, no, so kar čudaki. Mene bolj zanimajo nenavadni ljudje, no. In v življenju, in v stripih, in v pisanju nasploh. Se mi pa zdi, da ne vem, zakaj so trapasti liki najbolj priljubljeni, ampak vedno so. Od Mustrovih likov nam je vedno najbolj všeč Lakotnik, ki je neumen, požrešen, na nek način vseeno dober in vedno se mu na koncu vse izide. In tudi pri Tintinu, če ga beremo, ni nam najbolj všeč Tintin, ampak ponavadi sta nam Petek in Svetek najbolj zabavna. Ne vem, zakaj je tako, ampak ponavadi vedno najbolj trapast, najbolj neumen lik pridobi največjo pozornost bralcev. Tako da mogoče recept za uspešne stripe je vedno en trapast lik. Jaz se tudi strinjam, ja, ampak meni se zdi predvsem to, ker trapastemu liku prej odpustiš, da je smešen, da je neumen, da razvredri, ne, posebej, če to otroci berejo, ne. Tako da se mi zdi, da morajo biti trapasti na nek način.
Pa se vam zdi sicer, recimo, vi ste vsi odrasli ljudje in pisati za otroke, verjetno se morate spomniti, kako je bilo, ko ste bili vi majhni. In kako veste, kaj je tisto, kar bo dejansko otroke zanimalo? Recimo, no, če se malo pošalim, pri Ivanu smo videli lani, ko je pripeljal svojo hčerko s sabo, da mu je mogoče nekaj stvari bolj smešnih kot njegovi hčerki, ki počasi že stopa v najstniške vode. Res je, bolj sem otročji kot moji otroci. Iskreno ne vem, kaj bo otrokom najbolj všeč. Mislim, da je in stripovsko založništvo in vsako drugo založništvo deloma loterija. Narediš najbolj kot lahko in upaš na najbolje. In včasih nas preseneti kakšna reč, kakšna izdaja, ki je zelo priljubljena, medtem ko za kakšno bi mislili, da bo bestseller, pa je nihče ne mara. Tako pač je, zdaj tega nekega pregleda nad tem, kar bi nek splošni bralec rad, tega pa nima nihče. No. Bralstvo se spreminja ves čas, otroci odraščajo, prihajajo nove generacije, zanimajo jih druge stvari in tega res ne moremo predvideti. Kaj pa recimo, Manca, ko govorimo o risbi, ti delaš tudi objektivove naslovnice, tukaj govorimo o politični, družbeno-kritični karikaturi. Kako recimo se potem odločiš za takšen slog, ko pride do otrok? Ni vse samo v barvah, tako da kako si se v bistvu za to odločila? Je to nek slog, ki ga tudi sicer uporabljaš? Jaz, po pravici povedan, delam kakšne take projekte bolj iz lastnega, da se jaz sama sebe zabavam. Se pravi, takrat, ko bom jaz sem imela ful fajn, se mi zdi tudi, da najboljš neki rata. Tako da pri vsakem projektu probam nekaj novega odkriti ali pa neko novo foro si izmisliti ali pa nove barve, nove tehnike, karkoli, nekaj, da te motivira, da me motivira in da potem me žene naprej in najdem še kakšno reč ali pa kaj oblikujem odlika ali pa kakšna zgodba, karkoli. Pri naslovnicah je pa čisto neka druga žval. To pa pač je večja odgovornost v smislu tudi do besedila, do sporočila, predvsem gre za resnejše vsebine, čeprav skušam biti tudi humorna ali pa na nek način bolj duhovito kaj prikazati na svoj način, ne vem, svoje očišče tudi, no. Čeprav tam se treba malo bolj merkati, no, kako kaj prikažeš, da je bolj jasno širši publiki, no, skozi eno samo risbo, kar je kar težko. Sicer pa stripi za otroke so nekaj, kar je zagotovo najbolj v porastu v Sloveniji, so pa nekako od nekdaj obstajali. Tako da kako ste se recimo odločili, mogoče ravno zaradi tega, ker je mogoče lažje priti do otroške publike, v svetu je zdaj zelo močan trend stripov za mlade odrasle. Pa me zanima, je mogoče lažje delati za otroke oziroma zakaj ste se vi odločili delati za otroke, ne pa recimo za to malo starejšo publiko. So bolj zahtevni, da ne rečem, ali je šlo, se pravim, za vzgib, ker je ponavadi, ne vem, mogoče bolj zabavno, kot si rekla, delati za otroke? Jaz sem precej let delala s temi malimi, tako da jih najbolj poznam, jih imam tukaj v malem prstu, tako od 5 do 10 let, tako da je to zame meni najbližja publika. Ne? Če moram pisati kaj za malo starejše, se moram pa vrniti v svojo mladost in tako je bolj zapleteno, ja. To je to. Pri meni je pa delno povezan ali kar veliko z naročili, ker sem začela resneje delati na povabilo Cicipana, in tam je pač določena ciljna publika. Takratna urednica Slavica Remškar me je povabila, da delava z Mihom Hančičem nek strip in tako je nastal najprej Lukas Bloka in zdaj Grozna šola. Potem sem tudi pri Galebu v bistvu začela delati, tudi delno sem imela idejo, ideja je bila, ampak tudi spet ciljna publika. Zdaj mi je pa pa tudi jaz sem bila začetnica, ne, jaz sem 10 let nazaj sem čisto začela, zdaj sem recimo, se mi zdi tudi fajn, kot avtor se mogoče lažje narediš
saj jaz z otroškim stripom. Zdaj pa prvič izdam, da z Manco začneva delati strip za recimo tretjo triado, ali za tam 15 do 17, 18. Ideja je že, zmenjene sva založbo, gre za nadaljevanje moje knjige Lisičja luna, ki bo kot roman za mlade v stripu. In z Manco so se v bistvu tako dobro ujele pri Lažninki, da sem jo povabila k sodelovanju za naprej in je sprejela na moje veselje. Meni se zdi, da je prvo, tle treba povedati, da so številke zelo pomembne bralcev, mladih bralcev je ogromno, medtem ko otroci odraščajo, je bralcev bistveno manj. Če greste recimo na osnovno šolo podeliti bralne značke, v prvem razredu jo opravijo praktično vsi, medtem ko potem počasi upada in v 9. razredu jih opravijo samo še nekateri. Tako da jasno se založniki in avtorji bolj posvečajo temu bralstvu, ki ga je jasno več. Se mi zdi pa še en zaplet pri ustvarjanju za mlade odrasle, kako bi jim rekli, je pa to, da se njihov svet, da je njihov svet bistveno drugačen od tega, v kakršnem smo mi kot mladi ljudje odraščali, tako da je zato potrebna neka raziskava, neko znanje, nek dostop do te publike. Moraš najti mlade, ki so ti pripravljeni zaupati in ti povedati, kaj se njim poja po glavi. Medtem ko je mlajša publika, se pravi vrtčevski, osnovnošolski otroci, posebej v prvih razredih, jih pa leta in leta navdušujejo iste zadeve. In tudi slikanice lahko ponatiskujemo zelo dolgo, še danes se ponatiskujejo slikanice, ki jih je v 70-ih, 80-ih, ki so jih ustvarili in izdali, medtem ko mladinska književnost za mlade odrasle pa srednješolce, ki se je takrat izdajala, ko jo danes ponatisnemo, naprimer Ko zorijo jagode ali pa kjerkoli drug mladinski roman, pa otrokom danes zveni zastarelo in čudno in popolnoma, kdo za vraga so te ljudje, ki se pretvarjajo, da so mladi. Tako da zato je za ta segment bralstva toliko težko pisati. Kot prvo jih je bistveno manj in kot drugo so zelo zahtevajo neko dodatno raziskavo. Ja, to je res. V bistvu rabiš informatorja, da tako rečem, moja otroka sta zdaj stara 21 pa 23, ampak jaz v bistvu prav zato sem vstopila v ta svet, se mi zdi, prek njunega odraščanja, sem spoznala tudi to publiko, pa ker bo žanr delno fantazijski, je tudi, se pravi, nek hibrida, ni čisti realizem, zato se lahko malo oddališ tudi v to spet pravljično. Strinjam se z Ivanom, kar je rekel, ampak po drugi strani je pa, lepše besede ne najdem, niša, pač mene so tudi založnica iz Miš, na področju prav stripov za mlade odrasle je velik manko, tudi v tujini pa je, tako da si zelo želijo kvalitetnega stripa za to publiko, zato je tudi v tem smislu bil zame izziv, bom pa videla, kako bo, večji izziv, zahtevnejši mogoče, ampak mi je fajn spet nekaj od začetka raziskovati. Se zgleda, jih je res malo, povprečni Slovenec menda letos šteje 44 let in pol, tako da jih je res precej malo, ampak recimo ta neka nova realnost, vsi imamo telefone v rokah, življenja naša se vrtijo okoli pametnih telefonov, v stripih za otroke pa jih praktično ne uporabljate. Zakaj? No, tu lahko začnem s koncem prejšnjega vprašanja. Leta 2000 približno sem napisala zgodbo za najstnike in tam not so diskete. Če jaz pridem v šolo in rečem disketa, noben ne ve, kaj je to.
prav tudi iz tega razloga se zelo izogibam temu. Ne, ker to sploh nima smisla, ker čez 5 let bomo vsi samo še na uro gledali. Mogoče niti telefona ne bo več. In fino se mi zdi, da to malo odrinemo stran elektroniko, kolikor se da. Čeprav sem jaz silni navdušenec. Vseeno. Ja, delno je to isto kot v Armadi, jaz rečem, če loviš s svojimi zgodbami univerzalnost, se nekih označevalcev tega časa izogibaš, ne. Se pravi, en žanr je realističen, ko hočeš čim bolj realno prikazati ta realen svet, če pa tega ne želiš in loviš univerzalnost, pa daš vse te označevalce ven, ne. Potem delno jaz se sicer izogibam vzgojnosti pa didaktičnosti, ampak na nek način se mi zdi, da bi bili telefoni v stripu brez neke funkcije, samo prisotni, se mi zdi slabo v smislu, da porabiš, strip je blazno ekonomičen medij, ne. Če jaz hočem na 4 straneh povedati ali pa 6 eno zgodbo, ne bom 3 kadre porabila, da se nekaj dogaja na telefonu. Razen, če je telefon bistvo zgodbe, ne. Tako da pri meni je, če uporabim telefon, ima neko funkcijo, zelo pomembno v zgodbi, ne vem, da z njim nekaj posnameš, povečaš in je to nek zaplet v zgodbi, da bi pa kar tako bili prisotni, pa ne. Pa mogoče še pri lažninki je pa odsotnost telefonov ima tudi zelo pomembno sporočilno vrednost. Samo da malo povem, ne, poslušalcem, v lažninki se gre, kako sta ena deklica pa mama sama živita in mama ima neke vrste depresijo potem, ko se je ločila od očeta. In na začetku sta one dve cel svet, zelo sta zaprte v to stanovanje, postopoma se pa ta njun svet širi. In s tem, da ni telefonom, tudi ni stika z zunanjim svetom, a ne. Mama ne govori, z mamo ne more, ker je umrla, bivši mož jo je pač zapustil. In s tem jaz v bistvu, da ne komunicira z nikomer, poudarim, kako zelo majhen je njun svet, kako sta zaprti in zato je tudi eden od povodov, da ta deklica, ne, Ninka, začne svoj svet plesti v glavi. Jaz bi se zelo strinjal z Majdo tudi, z Mašo tudi, ampak z Majdo se mi zdi vse, kar je tehnološkega, kar je, bom rekel, aktualnega, zelo hitro zastari v roku parih let. Naprimer, sleng, govorica mladih postanejo nerazumljivi in brezvezni novim bralcem in tudi tehnološke inovacije se prehitevajo, tako da danes so res telefoni, jutri bo že nekaj drugega. In mogoče bo Majda čez leta hodila po šolah in bo otrokom razlagala ne samo, kaj je disketa, ampak jim bo morala razložiti, kaj je pametni telefon, ne, in jo bojo spraševali in jo bojo čukast gledali, kaj je zdaj to za ena reč. Poleg tega pa zakaj ni toliko telefonov v stripih, je pa po mojem zato, ker so telefoni ubijalci zgodbe. Vedno, ko imaš nek neverjetno količino informacij vedno pri roki, vedno to nekako ubije zgodbo, ne. Ne vem, pojdimo pogledati recimo ena grupa 5 prijateljev ali neki, pojdimo pogledati na hrib, če je tam skrit zaklad, kaj bojo prvo naredili, če imajo telefone v rokah, prvo bojo začeli brskati po telefonu, iskati poti, ne bojo se mogli zgubiti, nič se jim ne bo moglo v resnici zgoditi, ves čas bojo samo neki brskali po nekih zalogah informacij, ne, tako da zato so po moje telefoni v zgodbah odveč in kvarijo užitek bralca. Mogoče so kdaj odveč tudi v resničnem življenju. Imamo mogoče na tej točki kakšno vprašanje, kakšen komentar v zvezi s stripi ali otroško produkcijo nasploh? Izvoli. Zdaj sem jaz gledal en odrasel strip in se mi ni nič zdel bolj otroški, kot za prvošolčke se mi je zdel. Tako dobre ilustracije so v njem bile, ki so bile v resnici za odrasle, sem se kar zaljubil v njega. Še kakšno vprašanje, komentar?
Če ne mogoče za konec, samo še tole od širokega nabora stripov, ki posebej za otroke in mlade izhajajo v Sloveniji, ste prišli v tale vrh letošnjega leta trije, ki pravzaprav se izogibate moralizmom. Se mi zdi, da dostikrat se ljudje takole malce bolj basensko lotevajo del za otroke, v tem smislu, da mora biti nujno na koncu, ne ravno, da bi jih zdaj, da bi jim požugali, ampak da bi pravzaprav jih nekako spremenili, jim doživeli, ne, mogoče to lahko ti poveš, ti vendarle imaš malo ekologije notri, ampak tudi ne preveč, rajši se izogibaš tem moralizmom. Ja, pravzaprav me preseneča, da si nas označila kot take, da se izogibamo Vsaj ne direktno, no. Vsaj ni toliko izrazito, ampak za svoj strip lahko rečem, da če izdam del zgodbe, te junaki pristanejo na nekem planetu, za katerega se izkaže, da jih elektronsko nadzorujejo na vsakem koraku, na njem vlada nek diktator, ki ima pač tam zaprte vse te goste in služi z njimi. Tako da ogromno je tem, ki jih lahko povežemo s situacijo sodobnosti. Res, da ni strip strukturiran kot neka basen, tako da na koncu ni nekega enostavnega nauka v enem stavku, ki bi bralca poučil o tem, kako se mora obnašati v življenju, ampak vedno poskušam svoje zgodbe nekako povleči iz sodobne realnosti. Tako da včasih mi kritiki, novinarji, spraševalci mi rečete, da se tako kot ti, da se ne ukvarjam z moralo, ko sem bil pa tu, mislim, da 2 leti nazaj, me je pa tvoj kolega Janez Grm spraševal in je rekel ravno obratno, kako da v prvem delu te serije o Rdeči raketi, kako pa, da se toliko ukvarjam z moralo in etiko in sodobnimi problemi. Tako da ne vem, nekako je vse to zavito v zgodbo, ampak se mi zdi pa, da je bilo v zadnjih letih obstajal nek trend poučnih in vzgojnih stripov, ki so bili kakšni zelo dobri. Se mi zdi pa, da so začeli parazitirati na stripu. Se mi zdi, da so nekateri založniki a pa nekatere institucije rekle, si predstavljam, strip je blazno kul, otroci imajo zelo radi strip, dajmo mi njim v glave neki porint, kar mi mislimo, da morajo oni vedeti in bomo zato uporabili strip. In je nastalo ogromno stripov, ki so res samo zgolj poučni. Vseeno mislim, da če delaš strip, mora biti predvsem zanimiva zgodba, ki je povedana na stripovski način, se pravi s sličicami, ki si sledijo. Tako da temu tudi jaz sledim. Tako da včasih malo popametujem bralcem, ampak mislim, da bralci vedno te pogruntajo, ko jim hočeš preko vinka nekaj vsiliti in te vedno kaznujejo za to. In če jim pa ne težiš, te pa za to vedno nagradijo. Zaradi tega, ker mora biti strip, da ne rečem, eskapistično sproščen? Ni rečeno, da mora biti eskapistično sproščen, samo težiti jim ne smeš. Ne sme biti ta vzgojna, moralna, etična, ideološka nota, kakorkoli hočeš reči, ne sme biti v ospredju. In to je glavno. V ospredju mora biti dobra, zanimiva, tekoča zgodba, v ospredju morajo biti liki, ki so dovolj zanimivi, dovolj plastični, da se jim lahko marsikaj zgodi, da se lahko tudi oni na nek način ali poistovetijo z njimi ali pa se jim zdijo zabavni. Mislim, da je idealno za otroški strip je, da se otroci, bralci počutijo, kot da so prišli na Rdečo raketo, kot da potujejo z njimi, a pa kot da so, ne vem, skupaj z Luko in drugimi junaki v šoli, a pa da so
skupaj s Capotom in Bundom raziskujejo neke zločince, ne? Da imajo občutek, da so zraven. To je glavno. Ali pri tem uporabimo neko ideologijo, moralo, zagotovo jo, ker ne obstaja nič ta točka morale, ne obstaja nič ta točka ideologije. Vsi živimo v nekem svetu in vsi pridemo kot bralci, ne pridemo kot iz etra, se ne pojavimo, ampak že vemo, da bivamo v svetu, že imamo neke ideje, neke usmeritve, tako da ne bojo ti zamerili bralci, da misliš nekaj, da imaš neko moralno podlago ali neko ideologijo, zamerili ti bojo, če jim jo vsiljuješ. Zveni to preveč abstraktno. Zagotovo, ampak pri tem bomo pravzaprav se strinjam, da ima veliko stripov, se na to sem ravno tudi ciljala, da ravno ta, da ne rečem didaktičnost ali ti moralizmi pravzaprav degradirajo zgodbo do tega nivoja, da potem sama ta ideja prevlada nad vsem ostalim. In tukaj se mi zdi, da ste vi naredili odlično delo, ker tega niste naredili. Ja, torej Capo in Bundo sta dva majhna pujsa razbojnika. Tretji strip je bil prej predstavljen, kako šivata skozi vesolje. Poznavalci science fictiona bodo ugotovili, da je zelo veliko nekih podobnosti s tistimi knjigami ali pa filmi za odrasle o vesolju. No, potem je pa prišlo naročilo, da napišem neko zgodbo, ki se dogaja v računalniškem muzeju. To je tamle, a ne? No, in to je zdaj to, kako napisati zgodbo, ki bo poučna in na ta način, da otroci ne bodo posumili, da je poučna. In to je bila moja naloga, no. Najprej vse raziskati, kaj je v muzeju, potem kaj je sploh zanimivo za otroke v takem čudnem muzeju in potem kaj je zanimivo za dva pujsa, ki rada kradeta v takem muzeju. In to je pol nastalo, kar je nastalo. Baje je v redu. Ja. Ja, jaz se strinjam z Ivanom pa Majdo. Zdi se mi, da mora sporočilnost ostati v drugem planu. Midve z Manco, kot sem že omenila, sva se dotaknile tem ločitve, revščine, depresije ali osamljenosti, tudi resnejših tem, ampak v ospredju je pa zagotovo zgodba, liki, ki potegnejo bralca. Mogoče bi tukaj navezala na ustvarjanje za otroke nasploh, ne sam strip. Mi vedno dobivamo vprašanje o vzgojnosti, pač, ker smo to pisatelji za odrasle ne dobijo, ne, ta sporočilo otrokom vzgoja, pač je v drugem planu, ampak pri ustvarjanju kakršnemkoli je v ospredju jezik. Če pišem za otroke zgodbe, je jezik, tukaj je pa likovni jezik in mislim, kar res tudi zgodba seveda, ampak kar vsi te tri stripi ali pa dober strip je v prvi vrsti dober likovni jezik, a ne. Seveda tudi zgodba, ampak to je pa nosilec in tukaj ima pa glavne zasluge absolutno Manca. Ja, se strinjam z vsemi, se ne vem, če kaj lahko še dodam, ampak kar se mi zdi pomembno je res, čeprav se zdi norčavo ali pa kaj smešno, zabavno risati ali pa pisati za otroke, za mlajše, je vseeno veliko, zelo pomembno, da jih spoštuješ, da ne podcenjuješ, da jih ne smatraš kot neke neuke. Saj so, ampak vseeno si iskren z njimi in skušaš to pač neko iskrenost tudi podeliti, no, in jih ne vzgajaš in ne učiš in ja, žugaš prstom, tako, ja. Mogoče preden se poslovimo, Manca, glede na to, da te prvič gostimo na Tintinem odru in če se ne motim, je to tvoj prvi stripovski album, ki je izšel, bi nam mogoče še na kratko povedala svojo stripovsko zgodovino. Sej ni blazno dolga. Mislim, jaz sem vedno, če sem kaj risala, sem risala zase. Zdaj, format stripa
je zelo izmuzljiv, bi jaz rekla, zdaj gre za grafično, sekvenčno, kakorkoli kadriranje ali je za stripovski jezik. Jaz se nisem nikoli s tem ukvarjala. Tako da to, da zdaj jaz delujem ali pa kakorkoli na področju stripa, meni je to še vedno pač neko izražanje z roko. No. Tako da, če pa mogoče malo bolj pomislim, ja, mi je blizu ta svet, ker lahko določene, recimo čustvovanje poveš likovno drugače, skozi kadriranje, ampak predvsem jaz rišem bolj take stripovske zadeve zase. No. Zdaj nekaj še pripravljamo s Stripburgerjem za naslednje let, tako da tam se bom preizkusila še kot scenaristka. Tako da tega projekta se zelo veselim. Pa tako, kaj je Maša rekla, no, bova Lisičjo luno bova nadaljevali, pa še kaj, kar ne bo izrecno strip, sigurno, ja. Hvala, tudi vaju dva bi prosila, da izdata morebitne načrte za prihodnost. Je kak nov Capo in Bundo že v akciji? Bo tudi Rdeča raketa dobila svoj 3. del? Ja, mislim, da skoraj zagotovo bo dobila svoj 3. del, ker jo ima pač je našla svoje bralstvo in zdaj smo povezani, tako da moram še 3. narediti. Ampak ga bo naslednje leto dobila, tako da najbrž. Sem pa pred kratkim dal en strip v tisk. Naslov stripa je Riba na suhem in sem ga risal neverjetno dolgo časa. Si bil ti ta riba potem? Kako? Si bil ti ta riba? V resnici sem bil ta riba in je zelo, bom jaz rekel, dolg strip na 106 straneh, 8. In scenaristka tega stripa je tukaj prisotna Maša Ogrizek. In sem ga risal ene 2 leti in še malo dlje. In zdaj, ko sem ga oddal, ga že kar malo pogrešam, ker je bil del mojega vsakdana 2 leti. In sem zelo vesel, da sem ga oddal in sem zelo vesel, da sem uspel delati z neko scenaristko in upam, da bo z Mašo še naprej kakšnega naredila. Seveda pa je vse odvisno, ali bo ta strip dobil bralce, ker stripi brez bralcev pač so nesmiselni in ne živijo in Rdeča raketa bo dobila še 3. nadaljevanje, samo zato, ker pač sta prva 2 dobila svoje bralstvo. Jaz bi mogoče tlele iztočnico izkoristila tudi za mlade poslušalce, pa vse. Strip je res morilski medij. Pač moraš ga biti malo nor in nor na strip, da se ga lotaš. Ne. Tudi Majda lahko pove, ali pa jaz, tudi pisanje scenarija, jaz to tudi otrokom povem v šolah, midve absolutno ne piševa samo oblačko. Napisati, pri meni je tako, da je ena stran v stripu, je ponavadi tudi ena stran napisana scenarija. To je veliko dela, ampak še vedno nič v primerjavi z ubogim Ivanom. Jaz sem si že zdavnaj pomela roke in nehala, ko sem se sladko smejala, pa je minilo leto, drugo leto. To so maratoni, no, tako da kdorkoli se loti stripa, to je treba vedeti vnaprej. To je maraton. Ja, moč ga nikoli ni toliko plačan, ne more biti, kot damo dela van, ampak ga imamo radi. Ampak fajn je pa tudi to opozoriti, no, time consuming totalno, sploh za risanje. Torej, seveda, ja, 5. del je že pri Damjanu Stepančiču, pa on zdajle nima časa. Katja Klopšič, ki popravlja vejice in pike, ena najbolj zahtevnih lektoric v Sloveniji, je rekla, da to je pa najboljši strip do zdaj, o Capu in Bundu, tako da. Več pa ne povem. Ja. Velja, in kdo mislite, da bo zmagal danes večer? Ja, Ivan moli, da ne bi dobil, ne vem zakaj. Midve z Majdo se pa tovariško podpirava drugo. Bi bil zelo vesel, če bi
dobil to nagrado, ampak veš, sem že vesel nominacije. Zdaj Tako kot Leonardo iz DiCaprio, tvojih ne? besed izpadam Ken, veš, godrnjavec, kakršen v resnici sem, ampak veš, ni treba, da tako izpadam. Ne, se mi zdi, da to, da je Ivan že tolikokrat bil nominiran, torej spriča o tem, da je izjemen. Ne? Tako da nagrada gor dol za njega se mi zdi, da mu ne pomeni nič. Tako da Majdi bi prvošla pa Damjanu, ker se mi zdi, Kapa Bunda je tudi fin. Ampak se mi zdi, da smo vsi že zmagovalci. No? Tako. Je tam nekje do 8:30 še lahko zbirate stave, potem pa bomo videli tudi, kdo bo zmagal. Lepa hvala za pogovor, hvala vam tudi, da ste prišli. Čez približno 5 minut nadaljujemo z masterclassom, prvim mojstrskim tečajem Lukasa Ferštrateja, ki je že tukaj z nami, tako da prosim za en aplavz za naše goste.